Seveda so za takšne stvari potrebne tudi žrtve. In teh žrtev je bilo v naši zgodovini veliko. Kri, solze, znoj, je rekel včasih angleški predsednik. To nas spremlja skozi celo zgodovino Trbovelj 250 let. Pa vendar, poglejte, koliko vas je. Poglejte, koliko vas do tistih najmanjših načkinov bo ohranilo vsaj delček spomina na današnji dan, na današnjo proslavo. Tako da, dobrodošli vsi, hvala vam za tole, tako da jaz sem izredno ponosen na vse vas. Hvala. Verjetno je bil najlepši maj v letu 45. Zakaj? Zakaj ne? Maja leta 1945 so v slovenska mesta in vasi zmagovito prihajali partizanski borci. Ljudje so jih navdušene pozdravljali. Vrstile so se zabave, mitingi, kot so jim včasih rekli. Pozdrav partizanom so vrele zahvale za svobodo, za zmago, za boljše življenje, nikoli več vojne. Ampak mi danes govorimo o tistih groznih datumih izgona, ki so bili ljudje izgnani, pregnani iz svojih domov. Morali so zapustiti vse, nekaj cunnic v culi, mogoče kakšen kos otroka, huda za dojenčka, ki ga je mati skrbno skrivala v svoje naročje. Izgon, pregon ali pobeg, begunec. Ne znam vam povedati, kaj je drugje. Si izgnanec ali si begunec. Skratka, postal si nič. Postal si brez vsega. Golo življenje. Kam te vodi pot? Nisi odločal ti. Doma je ostala topla postelja, miza, krušna peč. Ostarela mati. Obnemogel oče. Seveda, če bi bil prav tako izgnanec. Dom je ostal prazen. Vas Dobovec je ostala prazna. Lep dan je danes. Stojimo pred tem spomenikom, ki nas opozarja na leta grozne vojne, na to, da nikoli ne bomo pozabili, kaj so naši ljudje doživeli. Preživeli. Smo danes zato tu, da se spomnimo daleč nazaj v leta grozne vojne, druge svetovne vojne, ki je terjala nad 45 milijonov žrtev. Ste se kdaj zamislili nad številko 45 milijonov? Leta 1941 so Slovenijo nasilno okupirali 3 države. Vojna, orožje, boj, kri in smrt. Mi smo danes tu, da se spomnimo na naše domačine, ki so po 11. aprilu 1941 vsak dan, vsako uro trepetali za svoje življenje. Številni so postali izgnanci. So se rodili v izgnanstvu, taboriščniki, ukradeni otroci. O tem nam bo danes kaj več povedal spoštovani Iztok Tolar, predsednik koordinacijskega odbora izgnancev Trbovlje, vsi Trbovljčanke, izgnankeve Petrinje, Milice Tolar-Blatnik. Hvala vam. Izgnanje so okupatorji izrabljali za cenovno delovno silo do njihove iznemoglosti do smrti. Društvo izgnancev Slovenije je zbralo podatke o 18.000 slovenskih izgnancih, prisilnih delavcev. Prisilno so delali v rudnikih, tovarnah, kamnolomih, cestah in železnicah, ter tudi na kmetih. Naj te besede in pričevanja izgnancev slišijo potomci, sedanji živeči, vsi mi. In naj jim bo opomin, da se takšen holokaust lahko ponovno zgodi, kar nam dokazujejo nedavni dogodki bojev med nekdanjimi pobratenimi narodi bivše Jugoslavije, med Hrvati, Srbi, Bosanci in Albanci, ter sedaj tudi vojna v Ukrajini. Vsem želim vse dobro. Pesem izgnancev. Čas, ki mi usmiljeno hitro beži, spreminja vsakdanje življenjske poti. Nihče ne ustavi drvečih koles. To je naravni življenjski proces. Od takrat minilo je že mnogo let, ko Nemec pregnal na svetu je svet.
Začenja se vojna in mnogo grozot. Nihče res ni vedel, kje je zadnja v poti.